V našem svetu vidimo običajne reke. Če dobro pomislimo, je to povsem normalno. Mirno tečejo skozi gozdove ter gorovja. Toda pa ne veš, da obstajajo v različnih delih sveta reke, ki so tako nenavadne, da lahko ubijejo človeka v nekaj sekundah. Da, prav si slišal. In pravzaprav obstajajo tudi reke na svetu, ki imajo dve različni barvi, vendar se voda ne zmeša takoj. Obstaja tudi reka, ki je tako rdeča, da je videti kot kri. In obstaja celo reka, ki je tako vroča, da lahko v nekaj sekundah opeče vse pade vanjo. Reka je širša kot dvopasovna cesta. Obstaja nekaj, kar je tako močno, da je videti kot barva. Obstaja tudi reka. Hot for 6.24 Teče dolgo. To so resnična mesta, ki jih znanstveniki še vedno preučujejo zaradi nenavadnega obnašanja njihove vode. In eden najzgodnejših primerov tega je mogoče najti sredi amazonskega pragozda v Braziliji. Tukaj lahko vidite tako imenovano srečanje voda. Toda preden začnemo z razpravo, bi te rad prosil za en všeček in naročnino na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. To je eden najbolj znanih naravnih pojavov v Južni Ameriki. Če pogledamo od zgoraj, je videti kot dve velikanski reki, ki tečeta vzporedno, ne da bi se takoj pomešali. Na eni strani lahko vidimo temno vodo reke Rio Negro. Na drugi strani pa je svetla, rjavkasta voda reke Rio Solimões, ki je del rečnega sistema Amazonke. Presenetljivo je, da čeprav tečeta vzporedno, ostaja meja med njima jasno vidna še več kilometrov. Kot da bi bila sredi vode nevidna stena. V običajnih razmerah, ko se dve reki srečata, se njuni vodi hitro pomešata. Toda tukaj se to ne zgodi takoj. In razlog za to ni čarovnija, ampak znanost. Po mnenju raziskovalcev in satelitskih opazovanj NASA sta ti dve reki zelo različni po svojih lastnostih. Reka Rio Negro je toplejša, njen tok je počasnejši in voda je bolj kisla. Njena temna barva je posledica razpadajočih listov in rastlin. Iz deževnega gozda je voda videti kot čaj ali kava. Toda je presenetljivo, da je kljub temni barvi ta voda celo bolj bistra kot v drugih rekah, saj vsebuje zelo malo blata in usedlin. Medtem pa reka Rio Solimões izvira iz Andov. Ko se spušča iz gora, se vodi primeša veliko blata, kamenja in usedlin, zato postane svetlo rjave barve. Njena voda je tudi hladnejša in tok hitrejši, zaradi različne temperature, hitrosti toka in gostote. In zaradi kemične sestave obeh rek se ne zmešata takoj, kot da bi poskušali združiti olje in vodo, ki se nočeta takoj pomešati. Zaradi velikosti tega pojava je menda viden celo iz vesolja. In šele s časom, ko reki tečeta naprej, se voda postopoma začne mešati zaradi vetra, valov in vrtincev v toku reke. Toda preden se to zgodi, lahko najprej vidimo enega najbolj edinstvenih prizorov na celotnem planetu. In takšnega pojava nima samo Brazilija. V Švici pa obstaja še ena reka, ki je videti, kot da je razdeljena na dve različni barvi. Tukaj se srečata reka Ron in reka Arve blizu Ženeve. Reka Ron je turkizno-modre barve zaradi čiste vode, ki prihaja iz Alp. Medtem pa je reka Arve blatne in pepelnate barve, saj prinaša veliko sedimentov iz ledenika in gora. Ko se obe reki združita, je razlika v njuni barvi tako očitna, da izgleda kot urejena fotografija. A to je povsem resnično. In tako kot v Braziliji je tudi tukaj znanost razlog, zakaj se ne zmešata takoj. Razlikujeta se namreč po hitrosti, gostoti in sestavi vode. Preprosto povedano, čeprav sta obe reki sta kot dva različna sveta, ki sta začasno tekla druga ob drugi. In medtem ko obstajajo reke, ki so posebne zaradi svoje barve, obstajajo tudi reke na svetu, ki so še bolj presenetljive zaradi svoje izjemne nevarnosti. Sredi Kolumbije je reka, ki nenadoma postane rdeča, rumena, zelena, oranžna, roza in včasih celo vijolična, odvisno od letnega časa. V vodi ni barve, prav tako ni kemikalij in še manj gre za optično iluzijo. Temu kraju pravijo Caño Cristales. Poznan je tudi kot Mavrična reka ali reka petih barv. Nahaja se v Narodnem parku Sierra de la Macarena v odročnem delu Kolumbije, kjer se srečujejo gore, travniki in deževni gozd. Na prvi pogled je videti kot navadna čista reka, toda v pravem letnem času se celoten videz vode nenadoma spremeni, kot da bi mavrica eksplodirala na dnu reke. In kar je najbolj zanimivo, voda pravzaprav sploh ni obarvana. Pravi razlog je nenavadna rastlina, ki raste na dnu reke. Ta rastlina se imenuje Macarena claviguera.
Posebna vodna rastlina, ki jo skoraj da najdemo samo na tem območju. Običajno ima ta rastlina navaden zelen videz. Toda, ko je vodostaj pravi, ko je sončne svetlobe dovolj in ko je čas po deževni sezoni ravno pravšnji, začne ta rastlina spreminjati barvo. Celotno rečno dno postane živo, rdeče roza, oranžno, rumeno in zeleno. Ker je voda v reki bistra, so barvite rastline pod vodo jasno vidne s površja. Zato je videti, kot da je cela reka pisana. Po poročilih BBC-ja in National Geographica je sprememba barve povezana s kombinacijo sončne svetlobe, vodostaja, temperature in stanja rastlin. Ko je voda previsoka, na rastline ne pade dovolj svetlobe. Če pa je preveč suho, tudi ne uspevajo dobro. Zato se najživahnejše barve pojavijo le nekaj mesecev na leto. Vsako leto pa reka izgleda drugače. Včasih prevladuje rdeča barva, v drugih letnih časih pa bolj izstopajo zeleni ali rumeni toni. To pomeni, da je skoraj nemogoče, da bi dvakrat videl reko videti popolnoma enako. Toda niso samo rastline razlog, zakaj je ta kraj poseben. Tudi sama skala na dnu reke je zelo stara. Po geoloških študijah je to del Guyana Shielda, ene najstarejših kamnitih tvorb na Zemlji, ki naj bi bila stara več kot 1 milijardo let. V zelo dolgem obdobju so se tukaj nabrali različni minerali iz starodavnega toka vode in sedimentov. In zaradi kombinacije čiste vode z minerali bogatih kamnin in prave klime je to postalo popolno okolje za življenje Macarena clavigere. Preprosto povedano, veliko stvari se mora združiti, da nastane ta edinstvena reka. In še ena presenetljiva stvar je, da je bil ta kraj dolgo časa skoraj neznan svetu. Večji del 20. stoletja je bila regija nevarna zaradi oboroženih spopadov v Kolumbiji. Okoli so bile uporniške skupine, preprodajalci drog in vojaške operacije, zato je bilo to območje dolgo časa zaprto za številne turiste. Zaradi tega je le malo ljudi v preteklosti videlo to reko. Toda, ko je območje postopoma postajalo varnejše, v začetku 2000-ih je začelo prihajati vedno več turistov in raziskovalcev. Ko so se slike tega kraja razširile po internetu, je hitro postal ena najbolj edinstvenih naravnih znamenitosti v Južni Ameriki. Toda medtem, ko se zdi, kot da je to reko narava ustvarila zato, da bi osupnila ljudi, je naša naslednja reka popolno nasprotje. Že na prvi pogled na njeno barvo je jasno, da je tukaj nekaj narobe. Če obstaja reka, ki je videti kot mavrica zaradi pisanih rastlin, pa je v Evropi reka, ki je videti, kot da je neposredno vzeta z drugega planeta. Na jugozahodnem delu Španije je reka, ki je rdeče in oranžne barve, kot da po njej teče sama rja ali kri. Ko jo prvič vidiš, pomisliš, da je voda močno onesnažena ali da se je zgodilo kemično razlitje. A presenetljivo je, da je ta reka že dolgo videti tako. Imenuje se Rio de Na, kar v španščini pomeni obarvana reka ali reka z barvo. Ko teče iz gora Andaluzije, je okolica sprva videti povsem običajno. Toda, ko pride do nekaterih delov blizu mesta Niebla, se barva vode nenadoma spremeni. Postane živo rdeča, temno oranžna in včasih skoraj kot barva rije. In razlog za to je kombinacija geologije, kovin in bakterij. Pred 1000 leti naj bi bila v tej regiji zelo aktivna vulkanska dejavnost. Zaradi tega je pod zemljo ostalo veliko sulfidnih mineralov in kovinskih nahajališč. Sčasoma so se te kovine postopoma mešale z vodo in kisikom. Tukaj se je začela izjemna kislost reke. Zaradi izjemne kislosti vode, večina običajnih rastlin in živali tukaj ne more preživeti. Po znanstvenih študijah in poročilih NASA pH vrednost v nekaterih delih reke Rio Tinto včasih doseže okoli 2, to je skoraj enako kislosti kisa ali limoninega soka. A kljub tako izjemno zahtevnemu okolju, tu še vedno živijo mikroorganizmi in bakterije. In tukaj postane reka še bolj posebna. Nekatere bakterije v reki Rio Tinto se prehranjujejo z žveplom in kovinskimi spojinami, da preživijo. Medtem ko to počnejo, še bolj vplivajo na kemijo vode. Proizvajajo tudi železo trioksid, snov, ki je podobna rji. In to je glavni razlog, zakaj je reka rdeče barve. Z drugimi besedami, njene barve ne povzroča barva. Rdja in mikroskopski organizmi obarvajo vso vodo rdeče. Stanje reke naj bi se še poslabšalo zaradi rudarjenja na tem območju skozi zelo dolgo obdobje. Po besedah arheologov v tej regiji rudarijo baker in druge minerale že več tisoč let. Že od dobe bakra in bronaste dobe ljudje uporabljajo to območje za pridobivanje kovin izpod zemlje.
In bolj ko kopljejo zemljo, več sulfidnih mineralov je izpostavljenih vodi in zraku. Zato se kisnost reke še povečuje. Toda poleg nenavadnega videza obstaja še en razlog, zakaj so znanstveniki za to zainteresirani. Ker po mnenju nekaterih astrobiologov in študij naj bi bila kemija reke Rio Tinto podobna kemiji nekaterih delov površja Marsa. Raziskovalci so še posebej zainteresirani za mineral, imenovan ksarocit, železo mineral, ki ga najdemo tako v reki Rio Tinto kot na Marsu. Zaradi tega znanstveniki včasih uporabljajo to območje kot testno okolje za preučevanje, kakšno življenje bi lahko preživelo v ekstremnih okoljih drugih planetov. Z drugimi besedami, ta reka v Španiji pomaga tudi pri raziskovanju, ali je bilo na Marsu nekoč mogoče življenje, pa čeprav samo v obliki mikroorganizmov. Toda ne glede na to, kako nenavadna je ta rdeča reka, čaka nas še bolj strašljiva barva vode. Kajti na našem naslednjem kraju ni rdeča samo reka, ampak tudi kri. Prav ledenik izgleda, kot da krvavi iz ledu. Sredi belega okolja Antarktike je slap, ki je videti kot prizor iz grozljivke. Oddaleč izgleda kot rana, ki se je odprla v ledu. Gosta rdeča tekočina neprestano teče iz ledenika Taylor, ki so ga poimenovali krvavi slapovi. Ko je raziskovalec Thomas Griffith Taylor to prvič videl leta 1911, so mnogi mislili, da je za rdečo barvo morda kriva alga. A vendar tudi po desetletjih znanstveniki še vedno niso povsem prepričani, od kod prihaja rdeča voda. In še bolj presenetljivo je, ker je to v Antarktiki, enem najhladnejših krajev na Zemlji. Zato se mnogi sprašujejo, kako je mogoče, da na kraju, ki je skoraj v celoti prekrit z ledom, teče tekoča voda. Kasneje so raziskovalci uporabili naprednejšo slikovno tehnologijo, da bi pogledali pod ledenik, in tam so odkrili pravo skrivnost. Pod debelo plastjo ledu se namreč skriva jezero in mreža podledeniških rek. To pomeni, da pod samim ledenikom tečejo reke, vendar v njih ni navadna voda. Gre za izjemno slano slanico z visoko vsebnostjo železa. Ko je voda ujeta pod velikim pritiskom ledenika, je tekočina prisiljena izhajati skozi majhne razpoke v ledu. In ko ta tekočina pride ven in se zmeša s kisikom v zraku, začne železo v vodi reagirati podobno kot železo, ki rjavi. Od tam izvira živo rdeča barva krvavih slapov. Obstaja pa še en razlog, zakaj ta voda ne zmrzne takoj. Ker je slanica izjemno slana, ima nižjo ledišče kot navadna voda. Preprosto povedano, težje zmrzne, tudi če je okolica zelo mrzla. Zato tudi na Antarktiki voda še naprej teče iz ledenika. Po mnenju raziskovalcev z Oregonske državne univerze je to eden najbolj nenavadnih primerov tekoče vode v izjemno mrzlih krajih na Zemlji. In bolj ko znanstveniki preučujejo krvave slapove, bolje razumejo, kako lahko voda in mikroorganizmi preživijo tudi v najbolj ekstremnih okoljih na planetu. V večini rek na svetu lahko plavate, lovite ribe ali jemljete vodo. Toda sredi amazonskega pragozda v Peruju je reka, ki vas lahko ubije v samo nekaj sekundah. Ne zaradi morskih psov, niti ne zaradi krokodilov, ampak zato, ker je voda v njej dobesedno vrela. Na prvi pogled se zdi, kot da je to le običajen del pragozda. Gosta džungla, glasne ptice in gost dim, ki se dviga med drevesi. Toda ko se približuješ, opaziš, da vročina v zraku ni običajna. In ko prideš do same reke, šele takrat razumeš, zakaj so jo domačini dolgo časa imeli za legendo. Imenuje se Čanajtim pišca, bolj znana kot vrela reka. Dolga leta je bila to le zgodba za večino ljudi v Peruju. Nekateri pravijo, da je v džungli reka, ki lahko zavre žival, če pade v vodo. Drugi pa verjamejo, da je zatem nekaj nadnaravnega ali čarobnega. Toda pa je za mladega Andresa Ruzeja ta legenda postala obsedenost. Ko je odraščal, je želel izvedeti, ali vrela reka res obstaja. In leta 2011 je postal geoznanstvenik in začel iskati ta kraj s pomočjo znanstvenih raziskav in termalnega kartiranja. Potovanje tja ni bilo lahko. Po njegovi dokumentaciji za National Geographic so morali potovati več ur iz mesta Pucallpa, se s motornim kanujem peljati po reki in dolgo hoditi skozi gosto deževno pragozdje, preden so prispeli na kraj. In ko je to videl, je potrdil, da zgodba ni izmišljena. Sredi deževnega pragozda je resnična reka, ki je izjemno vroča. Povprečna temperatura vode na nekaterih delih doseže približno 80,5 stopinj Celzija.
To je dovolj vroče, da povzroči hude opekline pri človeku. Pravijo tudi, da živali takoj poginejo, če padejo v izjemno vročo vodo. Še bolj presenetljivo pa je, da v bližini ni nobenega aktivnega vulkana. Običajno je namreč zelo vroča voda povezana z geotermalno dejavnostjo v bližini vulkanskih območij. Toda vrela reka je več 100 km oddaljena od najbližjega aktivnega vulkana. Zato je bilo dolgo časa za znanstvenike uganka, odkot prihaja ta toplota. Kasneje so raziskovalci podrobneje preučili podzemlje okoli reke in tam so odkrili pravi razlog. Po geoloških študijah so pod tem območjem globoke razpoke in prelomnice. Deževnica in podtalnica postopoma pronica navzdol pod zemljo. Bolj ko gre globoko, bolj se segreva zaradi naravne toplote iz notranjosti planeta. Nato pa je zelo vroča voda prisiljena ponovno priti na površje skozi razpoke v zemlji. In ker se ta proces nenehno ponavlja, nastane zelo vroča reka prav sredi amazonskega pragozda. Preprosto povedano, pod zemljo se dogaja nekaj podobnega kot v velikem naravnem kotličku. In po besedah Andreja Ruzoja je to morda ena največjih termalnih rek na svetu, ki ni neposredno povezana z aktivnim vulkanom. Toda poleg svoje vročine je ta reka pomembna tudi za kulturo avtohtonih skupnosti na tem območju. Že več generacij ga imajo za sveti kraj, ki je del njihovih duhovnih tradicij. Zato zanje to ni le nenavadna reka, to je kraj, ki ga je treba spoštovati. In medtem ko obstaja reka, ki lahko zavre vodo, pa je v Aziji še ena reka, ki počne nekaj, kar si je skoraj nemogoče predstavljati. Kajti v Kambodži obstaja reka, ki ne teče le v eno smer. 2krat na leto spremeni svojo smer. V običajnih razmerah reka teče samo v eno smer, od gora proti morju. Toda reka Tonle Sap v Kambodži je nekaj posebnega. Pol leta teče v eno smer, nato pa se nenadoma obrne. Da, dobesedno se tok vode obrne v nasprotno smer. Nahaja se blizu glavnega mesta Kambodže, Phnom Penha, kjer se srečata reka Tonle Sap in ogromna reka Mekong. Ta reka je ključnega pomena za življenje milijonov ljudi. Iz nje prihaja velik del rib in virov preživetja v regiji. A najbolj edinstvena stvar tukaj je nenavadno vedenje te vode med deževno in sušno sezono. Ko se v jugovzhodni Aziji začne monsunska sezona od maja do oktobra, se količina vode v reki Mekong močno poveča zaradi močnih padavin. Zaradi izjemno močnega toka reke Mekong je ta prisiljena obrniti tok reke Tonle Sap. Namesto da bi voda odtekala ven, teče nazaj proti jezeru Tonle Sap. Zaradi tega se jezero močno poveča. Po poročilih in okoljskih študijah se lahko velikost jezera v deževni sezoni poveča za večkrat. Toda ko pride sušna sezona in reka Mekong oslabi, se tok reke Tonle Sap spet vrne v normalno stanje. In ponovno teče stran od jezera. Preprosto povedano, celoten vodni sistem v Kambodži deluje kot da diha. Povečuje se v deževni sezoni, nato se postopoma zmanjšuje v sušni sezoni. In zaradi tega edinstvenega cikla je Tonle Sap postal eden najpomembnejših sladkovodnih ekosistemov v celotni jugovzhodni Aziji. Od vseh rek, ki smo jih videli, je ta verjetno najbolj posebna. Ne zaradi njene barve in tudi ne zaradi njene toplote, ampak zaradi njene nenavadnosti. V državi Nova Zelandija obstaja reka, ki je zakon uradno priznal status osebe. Da, dobesedno. Ta reka ima pravne pravice, podobno kot človeško bitje ali podjetje. To je reka Whanganui, je tretja najdaljša reka na Novi Zelandiji in od srede naprej je pravna oseba. Imenuje se reka Whanganui, je ena najdaljših rek na severnem otoku Nove Zelandije, teče od gora do Tasmanskega morja in že dolgo je pomemben del življenja lokalnih skupnosti Maori. Toda za ljudstvo Maori reka Whanganui ni le navadna reka. Zanje je živi del njihove kulture ter njihov prednik. Dolgo časa verjamejo, da je njihova identiteta povezana prav z reko. Nanjo gledajo kot na družino. In prav zaradi tega so dolgo časa vztrajali, da je treba reko priznati in zaščititi. Ne le kot naravni vir, ampak kot živo bitje. Leta 2017 je vlada Nove Zelandije sprejela Te Awa Tupua Act. Po tem zakonu je reka Whanganui uradno dobila pravno osebnost. Preprosto povedano, zakon je priznal, da ima reka svojo pravno identiteto. To pomeni, da jo je mogoče zastopati na sodišču. Obstajajo ljudje, ki bodo pravno branili interese reke.
To pa ne pomeni, da je reka dejansko človek. Vendar pa koncept pomeni, kot da zakon pravi, da je treba reko obravnavati kot nekoga, ki ima lastne pravice in zaščito. Po mnenju nekaterih pravnih strokovnjakov in okoljskih znanstvenikov je bilo to storjeno zato, da bi bolje zaščitili naravo pred onesnaževanjem, prekomerno uporabo in uničevanjem okolja. Ker če ima reka pravne pravice, je lažje izpodbijati škodljive dejavnosti ali zaradi njih vložiti tožbo. In ni samo Nova Zelandija sprejela takšnega ukrepa. Nekatere države so prav tako poskušale zagotoviti pravno zaščito rekam in naravnim območjem, potem ko je postal primer reke Wanganui znan. Toda čeprav se ideja sliši dobro, je situacija postala tudi zapletena. Pa če že obstajajo projekti, ki vodo iz reke že uporabljajo. Eden od problemov tukaj je hidroenergija in uporaba vode na Novi Zelandiji. Nekateri deli rečne vode se uporabljajo za proizvodnjo električne energije. In čeprav ima reka zdaj pravno osebnost, še vedno obstajajo stara dovoljenja in zakoni, ki še naprej veljajo. Zato je prišlo do napetosti med varstvom okolja, verovanjem staroselcev in praktičnimi potrebami, kot so energija in poslovanje. Preprosto povedano, vsi problemi ne izginejo samodejno, samo zaradi novega zakona. Toda za številne okoljske skupine je to še vedno pomemben simbol, kar to kaže, da je mogoče naravo gledati ne le kot nekaj, kar človek uporablja, ampak tudi kot nekaj, kar je treba zaščititi in spoštovati. In medtem ko je ena reka priznana kot pravna oseba, obstaja še ena reka na Antarktiki, katere obstoj je skoraj nemogoče verjeti. Ker Miles skrita pod ledom je tudi ena najdaljših podzemnih rek, ki so jih znanstveniki odkrili na zamrznjeni celini. V zadnjih letih so pod Antarktiko odkrili izjemno velik podledeniški rečni sistem. To pomeni, da pod debelo ledeno plastjo dejansko tečejo reke. Še bolj presenetljivo pa je, da je ena od odkritih rek dolga več 100 kilometrov. Pravijo, da je celo daljša od reke Temze v Združenem kraljestvu. Na površju je ni mogoče videti. Ni najmanjšega znaka ni, da je pod ledom reka. Toda s pomočjo računalniških modelov, satelitskih podatkov in radarske tehnologije so znanstveniki postopoma odkrivali mrežo vode, ki se premika pod Antarktiko. Po mnenju raziskovalcev z Imperial College London so te reke ključnega pomena za gibanje ledu na površju. Preprosto povedano, voda pod ledenim pokrovom deluje kot mazivo. Ko je pritisk vode visok, se ogromna masa ledu na njej hitreje drsi in premika. In ko ta voda priteče v ocean, lahko tudi pospeši taljenje ledenih polic od spodaj. Zato je to zelo pomembno pri preučevanju podnebnih sprememb in dviga morske gladine. Ker lahko že majhna sprememba v podzemnem toku vode na Antarktiki vpliva na stabilnost ogromnih ledenih ploskev. In če se led hitreje tali, se lahko tudi morska gladina v različnih delih sveta dvigne. Zato za znanstvenike ti skriti reki niso le preprosto odkritje. To je tudi pomemben ključ za razumevanje, kako se bo naš planet spreminjal v naslednjih desetletjih. In morda je to najbolj zanimiva stvar glede rek na Zemlji. Mislili smo, da je to le preprosta voda, ki teče iz gora proti morju. Toda za vsako reko se skrivajo zgodbe o geologiji, podnebju, biologiji, kulturi in časih celo skrivnosti, ki jih znanost še vedno ne razume povsem. Obstaja reka, ki je kot mavrica. Obstaja reka, ki je krvavo rdeča. Obstaja reka, ki vre. Obstaja reka, kjer se tok obrača nazaj, in obstajajo tudi reke, ki so skrite pod kilometri ledu. To samo dokazuje, da ne glede na to, koliko že vemo o Zemlji, nas še vedno lahko presenetijo številni deli našega planeta.